V okviru projekta Profili je potekala okrogla miza z diskusijo. Projekt izgradnje po modelu javno-zasebnega partnerstva, problemi in rešitve, ki je večplastno, z obeh strani enakovredno in poglobljeno predstavil tovrstne projekte izgradnje. Javno-zasebno partnerstvo je prav gotovo dopolnilo klasičnemu javnemu naročanju in mi v gradbeništvu vidimo tukaj možnost dodatne širitve trga, istočasno pa tudi javno-zasebno partnerstvo zahteva urejene razmere na trgu, jasne pogodbe, optimalne projekte, tako ekonomsko kot potem eksploatacijsko, in seveda to je tisto, kar gradbeništvo rabi. Gradbeništvo rabi red, rabi predvidljivost in mislim, da javno-zasebno partnerstvo je tisto, ki to lahko prinese. Namreč projekti v javno-zasebnem partnerstvu so ponavadi narejeni kvalitetno z namenom, da jih tisti, ki je v njih investiral, tudi eksploatira, in vse to se ceni v fazi naročanja. In tukaj seveda potem se izognemo tem nenormalnim razmeram, ki jih povzročajo pri nas problem naročanja po najnižji ceni, in seveda to vodi v višjo kvaliteto delovanja vseh, torej tudi izvajalcev in pa seveda tudi uporabnikov teh objektov. V tehničnem smislu, s čimer v bistvu se ukvarjamo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, je priložnost oziroma napredek videti v javno-zasebnem partnerstvu glede na sedanjo prakso v boljši skrbi za stavbe, ukolikor bo ta kombinacija lastništva in skrbi za stavbe vzpostavila boljšo skrb in vzdrževanje stavb, potem je v tem smislu napredek. Ukolikor pa stvari, razmerja in skrb ni dogovorjena vnaprej, pa lahko zaradi te deljene odgovornosti prihaja lahko tudi do težav. Do sedaj se je najnižja cena pokazala pri naročanju kot problem, ker je posledično po izgradnji objektov prišlo do večjih težav. Ukolikor bo ta kriterij bil spremenjen v kriterij boljše kvalitete, manjše dolgoročne cene, potem je to vsekakor napredek. Sam mislim, da je največja past v tem, da smo majhna država, zaradi tega, ker smo majhna država, si morebiti vsi preveč zaupamo in namesto tega, da se projekti, ki gredo v izvedbo javno-zasebnih partnerstev, v zadostni meri preštudirajo, poglobijo, dogovorijo, zapišejo pogodbe, se v začetni fazi pretirano hiti, ko pa so pogodbe sklenjene in je potrebno pričeti z izvedbami, tedaj pa se začnejo problemi, ki bi se sicer morali reševati že pred sklenitvijo pogodbe. Lahko pa povemo, da so praviloma torej projekti v predhodnih fazah v nam primerljivih državah bolje dodelani kot v Sloveniji. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu je stopil v veljavo marca 2007. Od takrat naprej imamo zakonodajni okvir, ki se pa po mojem prepričanju pa po izkušnjah pravzaprav ni tako prijel, kot bi bilo pričakovano, da se je prijel. Namreč ves ta čas, ko je v bistvu na nek način še bila konjunktura, ko so bila še javna sredstva za javne investicije, se je raje izvajalo javne investicije, se pravi, kjer se direktno potroši javni denar za plačilo zasebnemu sektorju, namesto da bi se takrat varčevalo, pa morda že šlo v projekte javno-zasebnega partnerstva, ki bi bilo morda tudi bolj zanimivi. Zdaj smo pa določene stvari z javnimi sredstvi, pa z javnimi investicijami zgradili, pa je mogoče tudi interes zasebnega investitorja malo manjši, privatizacije tistega, seveda, kar smo zgradili, se pa otepamo. Se pravi, smo v začaranem krogu. Denarja za nove javne investicije nimamo, javno-zasebno partnerstvo je pa v enem delu mogoče malo manj interesantno, z vidika javnega partnerja za samo izvedbo je pa dodatno problematično, ker je v bistvu bolj zakompliciran postopek kot postopek javnega naročanja, vezan na pripravo zahtevne dokumentacije, investicijske dokumentacije, soglasje nadzornih organov javnih partnerjev, se pravi vlade oziroma občinskih svetov, kar seveda prinaša zraven še dodatno politično tveganje in politično kupčkanje in seveda tak projekt ne samo, da je zapleten, tudi pravzaprav izvedba od začetka do cilja še dolgotrajnejša kot pri neki investiciji po javnem naročanju. Tako da, če bi te ovire odstranili, da bi postopek mogoče bolj poenostavili seveda in da bi seveda neke inovativne projekte našli, bi seveda tudi javno-zasebno partnerstvo lahko zaživelo. Je pa res, da je veliko teh projektov, ki bi bili primerni, kjer bi bil privatni interes zaradi pozitivnega denarnega toka in dobička, ki ga prinaša pravzaprav, so bili že izvedeni po sistemu javnega naročanja in seveda zdaj vprašanje, ali bomo privatizirali.